Dober dan. Živijo, lep pozdrav. Nekaj manj kot 800 tisoč ljudi je prišlo na glasovanje 11.7. V vročih dnevih, v dnevih dopusta, v dnevih kar množične odsotnosti. 800 tisoč ljudi na referendumu je redkost. Do zdaj smo imeli samo enkrat višjo udeležbo, vendar to na referendumu, ki se je prekrival s predsedniškimi volitvami. Pa je zaradi tega interes ljudi, da pridejo na referendum, povezan z obiskom predsedniških volitev, ki so ponavadi boljše obiskane. Dajva najprej o udeležbi reči besedo ali tri. Presenetili smo se. Mislim, 340 in več tisoč obveznih glasov za to, da zakon bi padel, da pade, kot norma petina vseh volivcev, to je ogromna številka, zlasti za referendum. Sam je smiselna, potem razložim, zakaj. Je smiselna, ampak kot rečeno, glede na vse ovire, ki so bile postavljene, glavna ovira seveda je čas, to se pravi dopust in tako naprej, lahko ugotovimo, da je bila motivacija visoka, ampak se pravi, volilci nismo dosegli samo zahteven kvorum za to, da zakon pade, ampak smo ga skoraj podvojili. To je izjemna energija in kot sva povedala že kar mesece pred tem, oziroma ne vem, koliko je bilo tukaj od srede do srede, vem, da so se o tem pogovarjala, se je izkazalo, da je ta referendum seveda o referendumu eni temeljnih vrednot oziroma o vrednoti vode, hkrati pa tudi politično stališče. Očitno je to res. Očitno je bilo to, da so ljudje investirali visoke energije za to, da so se udeležili referenduma in sporočili svoje nezadovoljstvo tudi na širše, v širšem smislu. Tako da ta udeležba je resnično je presenetila. Jaz sem upal na to, da bo visoka, nisem pa mislil, da bo tako visoka.